Pozdravljeni v 17. epizodi podcasta Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 7. junija obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane, zato bova danes z doktorico Viviano Golja, ki se praktično že celotno svojo kariero ukvarja tudi z varnostjo materialov, ki pridajo v stik z živili, pogovarjali o tej temi. Torej, kaj lahko naredimo za svoje zdravje, ne samo z izborom zdravih in varnih živil, ampak tudi s tem, v kakšni posodi kuhamo, pogrevamo in hranimo našo hrano. Tudi to ima namreč velik vpliv na to, kako varno hrano bomo zaužili in posledično na naše zdravje na dolgi rok. Pozdravljeni, doktorice Golja. Pozdravljeni. Danes sem si v službo prinesla sendvič zavit v alufolijo. A sem kiksnila s tem? Odvisno. No, sam sendvič, kruh, to je živilo, ki je nevtralno, ne moremo reči, da je kislo, ampak drugače pa aluminij pa ni dober za stik z slanimi in kislimi živili. Se pravi, če bi si neko samo kislo kumarco not zavili, to bi bilo dosti slabše. Tukaj pa tudi pri sendviču ne gre to za neko zelo dolgotrajno uporabo, ampak kratko. Tako da ne bo verjetno nič narobe. S čim ne smemo kombinirati alufolije oziroma kaj ne smemo vse zavijati v alufolijo? Alufolije niso primerne za kisla in slana živila. Se pravi, ne vem, nekaj, kot sem že omenila, kisle kumarce ali pa kakšno kislo zelje, da not v te posodice, ki so iz alufolije, ali pa neko slano juho, recimo, ali pa tudi, če je zelo slano meso, to ni v redu. Je pa tako, da nič se ne bo zgodilo takoj, tu ne gre za neko akutno zastrupitev, ampak se bo nekaj tega aluminija sprostilo v živilo in vi ga boste zaužili, kar si pa niti ne želimo. Čeprav tudi nekatera živila, tudi če niso zavita v folijo ali pa da niso v stiku z nekim materialom, lahko že iz zemlje črpajo kakšne kovine, in zato jih tudi vsebujejo. Pri materialih v stiku živili v glavnem ne gre za neko akutno zastrupitev. Lahko nam pa škoduje na dolgi rok. Govorimo verjetno o več desetletjih ali kako. Tako. Katere napake pa ljudje najpogosteje delamo, ki se nanašajo na embalažo živil? Najpogosteje uporabimo neko embalažo, ki ni primerna za vrsto živila, ali pa jo uporabimo pri višjih temperaturah, kot je bilo predvideno. In en tak primer je plastenka za vodo, ki jo vodo spijemo in potem imamo to plastenko, ki bi jo mogoče radi še enkrat uporabili. Vse, če jo kdaj uporabimo še enkrat, to ne bo tako zelo narobe, čeprav je ta plastenka bila testirana od proizvajalca samo za enkratno uporabo, ampak v redu. Nekaj pri večkratni uporabi se lahko tudi malo začnejo sproščati tudi druge snovi v nekih višjih koncentracijah. Če pa uporabimo plastenko za vodo za shranjevanje olja, pa je to kar narobe, zato ker te plastenke vsebujejo določene aditive, ki v vodi niso topni, v olju pa so lahko topni in se sprostijo v olje. Torej, če hočemo tukaj povzeti, je to, da uporabljamo tisto embalažo, za kar je bila namenjena, ne? Tako. Katero embalažo pa je za živila najbolje uporabljati? Za katero pač surovino bi lahko rekli, da je najbolj varna in da sprošča v hrano najmanj spojin oziroma elementov, ki jih v naši hrani pač nočemo? Najbolj inerten material je steklo. Kaj to pomeni inerten? Inerten pomeni material, ki ne bo sproščal skoraj ničesar, nič takega, kar bi si ne želeli v hrani. Samo steklo je malo nepraktično, lahko se razbije, težko je, tako da lahko tudi seveda uporabimo recimo kovinsko embalažo, recimo te razne kovinske posodice za vodo, recimo, ali pa termoke, pa tudi plastično seveda, ampak plastična mora biti narejena za stik živili, ne? Ker plastik je veliko različnih vrst in če je narejena plastika za stik z živili, potem je narejena z določenimi pravili. Samo določeni aditivi se smejo uporabljati in druge izhodne snovi, recimo. Veliko se govori
o plastiki, mogoče nek negativen sloves ima ta plastika, ne. Povezuje se jo s hormonskimi motilci in tako naprej, ne, ki so seveda negativno vplivajo na naše zdravje, ne. Je upravičen ta negativen sloves plastike kot materijala, v kateremu shranjujemo naša živila, pa v bistvu kakšna plastika je tista, ki je dejansko nevarna za naše zdravje? Nekako dosti govore o plastiki in plastika tudi ni primerna ravno zaradi okolja, ne želimo si odpadne plastike v okolju, veliko govore o mikro- in nanoplastiki, ampak ta plastika, ki je za stik živili narejena, mora biti narejena z določenimi snovmi, samo tistimi, ki se smejo uporabljati. To so manj nevarni aditivi, monomeri, to se pravi te izhodne spojine, iz katerih plastika, ki je polimer in nastane s tem, ko se ti monomeri povezujejo. Monomeri so samo nekateri dovoljeni, in moram pa tudi reči, da plastika je material, ki ga Evropska komisija še najbolj obravnava. Največ pozornosti gre za plastiko in je, kar se tiče zakonodaje, zelo dobro pokrita. Torej dobro regulirana. Zelo dobro regulirana, najbolj od vseh materialov, ki prihajajo v stik z živili. Ampak to je dejansko, tako bi moralo biti. Zdaj pa, a je to dejansko na trgu tudi? Mi si želimo, da je, in tudi razne kontrole pokažejo, da niti ni toliko veliko nekih neskladnih vzorcev, ampak lahko se zgodi. Samo lahko se zgodi to tudi pri drugih materialih. Tako da plastika je priročen material, uporaben, možno pa je, da lahko tudi kaj sprošča. Ja. In recimo en tak primer je bisfenol A, to je ena taka spojina, o kateri se zelo veliko govori in je dolgo časa bil dovoljen tudi za uporabo ne samo plastika, ampak tudi premazov in drugih materialov. Zdaj pa so ugotovili, ker je bilo zelo veliko različnih študij, da v bistvu se ne bo več smel uporabljati. Tako da znanost gre naprej, vedno so kakšne nova dognanja, tako da se lahko tudi kaj spremeni. Poleti denimo plastenko z vodo pustimo v avtomobilu in se ta pregreva, ne. Kaj se dogaja s to vodo? A lahko mi zaužijemo to vodo potem, ko se shladi, recimo? No, to, če se enkrat zgodilo, v redu, lahko jo zaužijemo, kot smo rekli, ni to enkratna, ne boste takoj se zastrupili, ampak je bolje, da tega ne počnete, zato ker ta plastenka je namenjena neki največ sobni temperaturi. To ni namenjeno, da bi se pregrevalo. In v avtomobilu so pa lahko kar visoke temperature, tudi 60 recimo. Enkrat smo delali dejansko neko diplomsko nalogo, ki je pokazala, da so te temperature lahko kar visoke. Tako da je boljše, da ne, ker pri visokih temperaturah se poveča tudi migracija snovi, ki se nahajajo v tej plastiki. Se pravi, v vodo lahko se sproščajo različne snovi, ki se pri sobni temperaturi ne bi. Kako je pa z plastiko, ki je na novo narejena, in pa reciklirano plastiko? A obstaja kakšna razlika med tem, koliko snovi bo recimo prehajalo v hrano pri novi ali pa pri reciklirani? Katera je bolj obstojna oziroma inertna, kot ste vi rekli? Ja, obe naj bi bili enaki. To si zakonodaja prizadeva doseči, ne? Da so merila enaka in tudi, da proizvajalci oziroma tisti, ki izvajajo recikliranje, preverijo in tudi vodijo cel ta postopek tako, da bo ta plastika, ki po recikliranju nastane, povsem enakovredna naravni plastiki, mislim, tej nereciklirani plastiki. V zadnjem času se veliko da na nek trajnostni moment pri tem. So pa izkušnje tudi pokazale, da
te plastike niso vedno tako zelo obstojne, da se prej poškodujejo, recimo niso, imajo mogoče malo različne tudi druge mehanske lastnosti, tako da so vprašanja, ne? Nimamo toliko izkušenj s to reciklirano plastiko. Recikliranje je prisotno že kar nekaj časa, ampak zdaj se še bolj spodbuja, ne? Tako da bomo videli, kako bo to čez čas, načeloma pa ne bi smelo biti razlike. Kaj se pa pri plastiki moramo bati pod narekovaji, ne? Katera je tista plastika, ki je pa dejansko, oziroma kaj pri plastiki, v kakšni obliki je nevarno za naše zdravje? A se lahko pač plastika v velikih delcih absorbira ali kako? Bolj je problem pri plastiki, recimo, da je plastika bila proizvedena za stik z živilom in da je vse v redu. Potem pa plastika pride na odpad, ne? In pride v okolje in v okolju razpade na različne delce in večji problem je, če so ti delci majhni. Se pravi, če so koščki v redu, ne, to še ni toliko, čeprav ene živali jih lahko zaužijejo in to sigurno ni dobro. Pri teh manjših delcih, mikro in nanodelcih, posebej še nano, ki jih niti ne vidimo, pa v okolju dejansko lahko preide potem v nek naš prehrambeno verigo in potem mi to plastiko tudi na koncu zaužijemo, kar pa ni dobro, čeprav ne vemo še, to področje ni tako dobro raziskano, pa tudi vrst plastik je zelo, zelo veliko, tako da ti delci so lahko iz, ne vem, polietilena, polistirena, polietilen tereftalata in tako dalje, ampak na teh delcih, poleg tega, da so že sami pač plastika, ki vsebuje tudi neke aditive, poleg tega se na njih lahko naložijo, na te delce, tudi kakšni drugi onesnaževala, tako da dodatno je to slabo in potem v telesu se ta onesnaževala sprostijo, tako da ni tako dobro. A obstajajo podatki, s katerimi snovmi pa je naša hrana najbolj onesnažena zaradi prehajanja teh snovi iz materialov? Da bi na ta način nekdo to gledal, ne. Jaz sem pa zdaj pogledala na eno platformo, ki obravnava nevarne tudi materiale v stiku z živili. To se imenuje RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed. In če greste tja, pa če otipkate Food Contact Materials, ne, se najdejo ti materiali, ki so jih države članice naložile na to platformo kot opozorilo, da pač gre za neke nevarne izdelke. In v lanskem letu je bilo kar veliko, 257 nekih notifikacij in bilo je veliko notifikacij zaradi sproščanja primarnih aromatskih aminov, to so spojine, ki nastanejo z razpadom nekaterih vrst plastike oziroma nekih barvil. Potem veliko različnih težkih kovin in nekovin, recimo sproščanje nikla, kroma, mangana, kadmija, arzena, recimo naj samo nekatere naštejem. Potem problem je bil tudi s ftalati, potem problemi so bili s sproščanjem formaldehida, melamina, to je nekako največ bilo teh, ne. Se pravi, ti materiali so sproščali te snovi, ki sem jih naštela, v koncentracijah, ki bi lahko bile škodljive za zdravje. Kaj so pa pač neki dolgoročni učinki teh snovi, ki jih zaužijemo s hrano, ki preidejo iz materialov, ne, ki so v stiku z živili, kaj lahko na telesu negativnega pustijo? Ja, ker tu sem zdaj naštela zelo različne snovi, seveda vsaka snov je specifična, različni so možni ti učinki, nekatere med njimi so kancerogene, se pravi povzročajo raka, motijo hormonski sistem,
Potem lahko so mutagene, delujejo na našo DNK, lahko povzročajo alergije, lahko vplivajo na različne organe v našem telesu. Ampak tukaj bi rada tako povedala, dejansko to je res, ne? To za snovi je res, pač to so lastnosti samih snovi, ampak je zelo pomembno izpostavljenost naša tem snovem. To se pravi, tudi če se zazna neka snov, ne vem, ki škodljivo vpliva na nek organ, ne? Če pa je koncentracija majhna, potem ne bo nekega tveganja za zdravje, no, tako bom rekla. Težava je predvsem, ko se nalaga, ne, v naš sistem ob dolgotrajni izpostavljenosti. Ja, večkratni izpostavljenosti. Za ene snovi so tudi take, kar tudi ni zaželeno, ki ostane v našem telesu in ki se jih telo ne more znebiti. Tukaj gre za te neke tako imenovane večne kemikalije, to so snovi, polifluorirane snovi recimo. Ena izmed teh so te snovi in o teh snoveh se zadnje čase zelo veliko pogovarjamo. Govoriva o teflonu, ne? Ja, teflon je ena izmed teh snovi, ja. Te snovi, tako jim rečemo PFAS, PFAS, ne, polifluorirane snovi. In teflon kot tak je ogromna molekula, ki dejansko ima vse vezi namesto z vodikom, ogljik, vodik, ves vodik je zamenjan s fluorom, ne. In tu te snovi so zelo obstojne, ne samo v našem telesu, če pridejo v telo, jih težko izločimo, ne vemo še, kako bi jih izločili. V naravi pa tudi jih mikroorganizmi ne razgrajujejo in zato so povsod prisotni. In zato je nek plan, da se jih prepove. Ne bo. Ta njihova uporaba bo, ne ve se čisto točno kdaj, mogoče naslednje leto. Ti postopki trajajo zelo dolgo, da se kakšne snovi prepovejo, ker tudi za nekatere ni zamenjav. Ampak, ko govorimo o materialih v stiku z živili, bojo prepovedani. Za naše zdravje pa so predvsem škodljive tiste molekule oziroma snovi, ki nastanejo, če teflon razpade, kaj ne? Pri materialih v stiku z živili so vedno problem ne polimeri, ampak monomeri, se pravi majhne molekule in aditivi, ki so nekako povezani s to plastiko in v našem telesu se ne bojo tako z lahkoto izločili kot neke velike molekule, ker velike molekule bojo šle skozi, ne. Tako da vedno, ko se pogovarjamo, rečemo, če zaužiješ en majhen košček teflona, je to kaj narobe. V bistvu niti ne, ker ta košček se bo izločil iz telesa. Ampak, če pa ta teflon se razgradil, recimo, če ga mi pregrevamo, tisto ponev pregrevamo, je problem, ker te majhne molekule bojo nastale, ne, nekaj jih bo ostalo v samem, recimo, če smo na pol prazen teflon pregrevali, lahko bojo ostale na površini, lahko, ker so hlapne, bojo šle v zrak in jih bomo dihali. Tako da majhne molekule so vedno problem. Te majhne molekule povzročajo različne vrste raka, ne? Tako, lahko nekatere, ker tukaj gre za skupino pri teh polifluoriranih spojinah na tisoče različnih spojin. In za nekatere že vemo, kakšne učinke imajo, za nekatere pa žal niti ne vemo. Torej pri teflonu je treba biti najbolj pozoren na kaj. Ni toliko, mislim, je problem, ampak ni toliko problem, če je poškodovana posoda, ampak če jo pregrevamo nad koliko stopinj? Ja, če jo pregrevamo, zdaj se ne bom spomnila čisto točno, meni se zdi 260 ali nekaj takega spojin, potem stopinj Celzija, potem pa razpade na manjše delce, ki so problematični. Pri teflonu samem v bistvu je problem tudi sama proizvodnja teflona, ker tam veliko, ugotovili so, da je okolje tudi zelo onesnaženo v bližini teh proizvodnih obratov, ne. Ker tudi, da bi ga proizvedli, potrebujejo se monomeri, ne. In vedno jih še nekaj pride v zrak in pač okolje je onesnaženo. In mi si želimo kot družba se tega onesnaženja znebiti, ne, ker vemo, da je zelo dolgoročno in ni dobro za naše zdravje. Ena raziskava je pokazala, da kar 98, mislim, da odstotkov Američanov ima v sebi
Ja. Te monomere, kakor vi pravite, ne? Ja. Američani so bili zelo zgodaj, so se začeli s tem ukvarjati. Že tam v začetku tega stoletja, ne, tam leta 2007-2008, oni so prvi pokazali na ta problem in potem se je stvar začela razvijati. Sem pogledala tudi te ponve od nekaterih slavnih kuharjev, ne, ko se izogibajo tej, tako, kdo si govorijo, koliko plasti nekih kovinskih, takih drugačnih vsebuje ta njihova ponev ali pa druga posoda in samo na hitro rečejo ta non-stick, se pravi neoprijemajoča se plast neke premazane. Ampak dejansko tukaj gre večinoma za te poliflorirane premaze, ja. Zdaj smo govorili o zastrupitvah v bistvu na dolgi rok, ne? Kaj pa te akutne zastrupitve z materiali, ki pridejo v stik z živili? A se s tem srečamo sploh pač danes in kdaj smo se recimo v preteklosti? No, danes se skoraj ne srečamo več s tem. Recimo še največ je nekega, tako pa ne prav zastrupitev, da bi brali kje o tem, da je bil nekdo obravnavan. Recimo, če so neke konzerve, ki imajo nek kositer, pokositrene in potem so odprte in so dolgo časa na neki sobni temperaturi in zaznaš, ampak to je, jaz moram reči, sem že zaznala kdaj, ko sem bila v nekem lokalu, ampak to je bilo že zelo veliko časa nazaj. To skoraj da ni več in to niso take koncentracije, da bi ljudem bilo slabo ali karkoli. Tega v današnjem času ni. Pravijo pa, da je bilo veliko primerov v starih časih, recimo pri Rimljanih, ki so imeli dosti nekih svinčenih posod, recimo za vino ali pa tudi kakšne svinčene cevi za kakšne zadeve in ampak to zdaj ni dokazano, no. O tem se govori, recimo, in možno je, in eni pravijo, da zato so bili tako kruti, ker so bili pod vplivom zastrupljeni v bistvu in se jim spremenilo, ne vem, živčni sistem in tako. Vprašanje, koliko je to res, ampak možno pa je. Kristal je zelo cenjen, lep je. A je s kristalnih kozarcev smotrno piti vsak dan ali samo ob posebnih priložnostih in zakaj? Ja, samo ob posebnih priložnostih, zato ker kristal, te klasični tipi kristalov, da sploh tak material nastane, je potrebno sestavino svinčev oksid, ki pomaga, da se pol ta kristal lepo zbrusi. Posebej ni dobro za otroke, da bi pili iz takih kozarcev, kakšne sokove, recimo, ampak dejansko mi kristal ne uporabljamo tako za vsak dan. Pa zdaj obstajajo baje tudi ene vrste kristala, ki ne vsebujejo več toliko svinca, oziroma tudi neke vrste plastike, ki dajo podobne učinke kot kristal, nek kvazi kristal, pa potem ni problem. Ampak v vsakem primeru, če kupite kaj takega, poglejte malo, kaj ste kupili in zavedajte se, da to je za kakšno praznovanje in ne za vsakodnevno uporabo. V resnici je to nasploh treba biti pozoren, ne, ko kupujemo stvari, da vemo, kaj kupimo in kako je treba s tem ravnati, ne. Tako, ja. Tako kot pri kristalu se lahko sprošča svinec, tako se pri drugih materialih kakšne druge snovi, prej sem naštela, katere so nekako najbolj problematične, oziroma jih je največ, tudi odkrijejo. Potrošniki smo zdaj že malo bolj navajeni, da pogledamo vsa ta navodila, ne samo kaj piše na embalaži živil, ampak pogledamo tudi, ko nekaj kupimo. Sploh pa mladi so zdaj dosti bolj ozaveščeni, kar je zelo pohvalno, in tudi sprašujejo veliko, posebej mlade mamice, recimo, ki si želijo res neko varno hrano za svoje otroke. Tako da poglejmo, kaj gor piše in po možnosti, če piše kaj takega, kar je pomembno, pa dajte to tudi shraniti, to embalažo, ker potem se pozabi, ne. Mi lahko kot NIJZ svetujemo, da ko kupite kakšno novo posodo, jo vedno
najprej v njej zakuhajte malo vode ali pa malo kisa dodajte, pa to zakuhajte, pa to ponovite večkrat. Ne. Karkoli je ostalo še nekih... In to vržemo, ne? In to zavržete, ne zaužiti tega, ne. Ker to boste na ta način neke snovi, ki jih je še nekaj malega ostalo, recimo ne veliko, ne, boste na ta način spravili ven in ne bojo se sproščali v vašo hrano. Prej smo govorili o teflonu, kaj pa drugi premazi, ki se uporabljajo za posode, recimo v katerih kuhamo? Emajl, keramika. Katere snovi oziroma elementi so najbolj preseženi pri emajlirani posodi? Pri emajlirani posodi smo mi kar nekaj let nazaj že zbirali malo podatke o tem, kako so države članice Sveta Evrope, na Svetu Evrope smo to delali, kaj so ugotovile pri svojih nekih kampanjah, da tako rečem, pač nekih monitoringih. In nekako je bilo ugotovljeno, da je bilo največ problemov z litijem in kobaltom, potem pa še tudi z aluminijem, pa s kadmijem, recimo to je nekje največ teh elementov, da se je sproščalo. In tudi, kar je bilo zanimivo, v tistem primeru, ne, v tistih primerih, ne, ker to smo zbirali za 4 leta, od leta 16 ali ne, mogoče prej, zdaj se ne bom spomnila. To je že nekaj časa nazaj. In takrat so ugotovili, da je bilo največ sproščanja iz nekih temnih emajlov, recimo, temnejših barv. Ampak to je tako, samo ugotovitev nekih dejstev, težko ni to neka raziskava bila taka, da bi z gotovostjo to trdili, ampak... Ni nujno vzročno-posledično, ne? Tako. Povezava. Ampak možno pa je, ne, tako, več možnosti je, da iz nekega temnega emajla se bo kaj sproščalo. A pa to se sprošča iz take posode v vsakem primeru, ali če je ta posoda, recimo, če je ta emajl poškodovan? Tudi moram reči, ni vsak temen emajl sporen, ne, se pravi, v nekaterih primerih so to ugotovili, ne vseh, ne, tako da zato tudi ni dobro posploševati, ne. Eni črni emajli so povsem v redu. Zdaj tako, če kuhate v nekem emajlu, pa čez čas ugotovite, da ta emajl ni več tako sijajen, ne, na površini, tako kot je bil na začetku. To pomeni, da se je nekaj sprostilo iz njega, tako da to ni nek kakovosten emajl, ne, tako bom rekla. Zato bi bilo boljše zamenjati ga z nekim drugim, ne. Veliko emajle, ne samo posode, so tudi razni pekači. Je boljše zamenjati katerokoli posodo, zdaj ne govorim samo o emajlu, katerakoli posoda, ki se je spremenila, videz njen se je spremenil, razpokala je, recimo. Ker tudi pri teh razpokah pol težko to očistimo, lahko se v teh razpokah razvijajo neki filmi mikroorganizmov. To je ena stvar. Druga stvar pa ti premazi in prevleke so zato nanešeni, da zaščitijo, da se ta osnova, da se iz osnove ne bi kaj sproščalo. Ker ta osnova potem, ker ne prihaja v direkten stik z živili, ni nujno, da je narejena tako, da ne bo vsebovala nekih škodljivih elementov. Govoriva o kovinskih zlitinah, iz katerih so te posode osnova teh posod, ponev in tako dalje. In potem lahko, da se, če je poškodovano, potem se lahko sproščajo tudi iz osnove. Kako pa je pomembno po vašem mnenju, oziroma tudi na podlagi vaših izkušenj in dela, v kakšni posodi, pa ne z vidika oblike v posode, ampak surovine pripravljamo jedi, kaj zagotovo ne gre skupaj? Zagotovo ne gre skupaj aluminijska posoda s kislimi in slanimi živili. Ostalo pa, recimo tudi baker, če bi bil baker, prevleka iz bakra na površini, baker bi bil lahko tudi topen, ampak malo sem pogledala en dokument Sveta Evrope o kovinah in o bakru in tam ugotavljajo, da
da pri bakru, ker baker je v bistvu tudi esencialna kovina, potrebujemo jo, da je dosti večja verjetnost, da ti ga bo primanjkovalo bakra, kot da boš izpostavljen prevelikim koncentracijam bakra. Te bakrene posode so večinoma na zunanji strani iz bakra, ne? Niso na notranji. Na notranji strani so potem včasih neke kovsitrove prevleke. Torej, bakrene posode so ok? Načeloma ok, ampak lahko bi tudi malo manj ok bile pri nekih kislih živilih. Drugače aluminij sigurno ne, kisla plastana, ostalo pa je težko posploševati. Ni nekih pravil, ne. Posoda, če je ustrezno narejena, bo za vse vrste živil ustrezna, ostala. V zadnjem času recimo opažamo tudi sploh pri tako imenovani ulični prehrani, ulični hrani, da jo servirajo v takih bambusovih čolničkih, ne. A to, kar je iz bambusa, pomeni, ali pa z lesa, pomeni, da je tudi zdravstveno neoporečno. So bile težave z bambusom, ja, ampak veliko težav in tudi zdaj dejansko niso legalno na trgu te posode, kjer je bambusov prah bil zamešan v plastiko, ker je potem zelo vplival na lastnosti te plastike in iz teh posod je bilo veliko več migracij, sproščanja formaldehida, melamina in tako dalje. Ki pa ni v bambusu, ampak... Ja, ki pa ni v bambusu, ampak v tej plastiki. Vplivali so na lastnosti plastike. Sam bambus, če ni impregniran z nekimi sredstvi, ne vem, proti plesnenju ali pa, ne vem, v glavnem, z nekimi pesticidi, ker včasih imajo te posode dolgo v nekih skladiščih, pa jih pošpricajo, da ne bi prišlo do česa. No, ne sme biti s pesticidi obdelan. Potem sam bambus kot tak niti ni problematičen. Čisti bambus, posoda, ok. Bambus, recimo, kot tak, pa tudi recimo les, ne, predvsem te naše tradicionalne vrste, to les, kar mi poznamo, imamo tam dribnica, ja. Tradicionalno uporabo teh lesenih posod, kuhalnic in vsega tega. To ni problematično sploh, ne. Tako da to je že znano, da je v redu. Če bi pa zdaj mi imeli iz nekih eksotičnih vrst lesa, ki pa niso bile tolikokrat v uporabi ali pa pri nas niso toliko znane in se niti ne ve, kaj se sprošča iz njih, to je vprašanje, ampak do nas to niti ne pride. Torej, če se malo vrneva k bambusu, tiste posodice, ki so pri nas na trgu, so ok. Ja. Zdaj, kako je pa z rabljeno embalažo in njeno ponovno uporabo? Pa ne govorim zdaj tukaj o recikliranju, ampak če imamo recimo kisle kumarice in potem hočemo ponovno vložiti te kisle kumarice noter. Ali pa, ne vem, zdaj je sezona kuhanja marmelad in recimo ponovno uporabimo stekleno posodico s kovinskim pokrovčkom. Je to ok? Steklena posodica je ok, pokrovček ni vedno ok, ne. Zdaj, če je bil to pokrovčki so narejeni za enkratno uporabo in tudi preskušani za enkratno uporabo. To sploh večina ljudi niti ne ve, ne. In vsi to malo uporabljamo, ampak če že uporabljamo, moramo paziti, da res dobro tesni, to je prva stvar, funkcija. In druga stvar, če so bile kumarice notri, potem dajte to uporabiti za kumarice, ker je to bolj ti aditivi, ki so prisotni, so namenjeni takim vrstom živil. Če pa bilo nekaj kumarice, pa potem nekaj z oljem na površini, to pa lahko, da ne bo dobro, ne, ker so spet drugi aditivi notri. Pa res pazite, da tesni, ker tukaj je večji problem mikrobiologija, verjetno. Torej, držimo se osnovne predpostavke, tako kot sva prej že govorili, za
tisti namen, za katerega je določena embalaža namenjena, ne, ostanemo pri tem namenu, ne spreminjamo recimo v plastenko, v kateri je bila prej voda, ne nalivamo olje v posodice, ki so bile kisle, potem ne vlagamo marmelade. Ne. Tako. Ampak načeloma ni za spodbujati to večkratno uporabo, ker moram odkrito povedati, se ne ve, kakšni so rezultati. Možno je, da bo migriralo več, kot je predvideno, da migrira. Ko kuhamo, pogosto, vsaj jaz, puščam pribor v posodi s hrano. A s tem delam kaj narobe? Med kuhanjem je to narobe, tudi potem, ker s tem podaljšate čas stika nekega materiala z živilom, ko pa prav med kuhanjem, ko vre, tu je pa zelo visoka temperatura in smo pri migraciji tako, čim je daljši čas, pa višja temperatura, je večja migracija. Vpliva na to tudi na migracijo. Čim več je te površine neke posode z manjšim volumnom živila, po več koncentracije v tem živilu lahko večja. Ampak to je treba malo vedeti. Ni dobro kuhati pribora v posodi s hrano. Kako je pa s temi grelniki vode? Recimo v Angliji so zelo popularni ti grelniki vode. Zdaj tudi pri nas so se začeli uporabljati. Na kaj moramo biti pozorni, recimo, ko kupimo nov grelnik vode? Najprej ga malo povohajte, da vidite, ali že sam diši po nekih kemikalijah. Ni dobro, ker vprašanje, če se bo to razdišalo, to so kemikalije. Se pravi, ko zavohate neko kemikalijo, to je kemikalija, ki je sestavina verjetno tega plastičnega dela. Potem zakuhajte nekaj teh vod, samo vodo, dobro, tu ne boste kis dodajali, samo vodo, pa jo zavrzite. Na ta način se malo, ta površina teh kovinskih delov se malo pasivizira oziroma, kako bi rekla temu, naredi manj aktivno, tako ne bo take migracije iz nje, takega sproščanja. Kovine, ja, kovine. Pa tudi, če je bilo nekaj v tem plastičnem delu, se bo nekaj izločilo in mogoče kakšni ostanki, ki pa ne bojo pol stalno se sproščali. Tako da pri vseh posodi nekajkrat zakuhajte, zavrzite. Potem se pa počasi nabere vodni kamen, in je dobro občasno ta vodni kamen odstraniti, ampak ne preveč pogosto, ker imamo tudi ene raziskave, ki pokažejo, da potem, ko je vodni kamen odstranjen, je odstranjena tudi ta zaščitna plast in kovine, recimo, in potem pride spet do povečanega sproščanja kovin na začetku, ker smo na nek način spet na začetku, tako da ne tako pogosto. Po drugi strani, če pa imate ogromne obloge tega vodnega kamna, to pa seveda tudi ni dobro, ker tudi ta grelnik vode ne dela več tako, kot bi moral, pa tudi ne morete drugače čistiti, lahko se tudi kakšne bakterije zaredijo. Tako ena zmernost je tukaj pomembna. Vsekakor je pa treba vsakič, ko gremo vodo, svežo vodo dati. Vsakič svežo vodo, ker če ne, se tisto koncentrirajo te kovine v tem ostanku. V kakšni posodi pa vi najraje kuhate in shranjujete hrano? To bo verjetno nam najbolj pomagalo, glede na to, da ste strokovnjakinja na tem področju, najbolj veste in pa tudi največ veste za sebe. Jaz imam vse vrste različnih materialov. Največ kuham v nerjavečem jeklu, imam pa tudi emajlirano, imam tudi teflonsko ponev, stekleno, plastične, imam posodice za shranjevanje, vse imam. Tako da ne bi preferirala eno. Mislim, steklo je sigurno najbolj inertno. Obstajajo tudi seveda posode, kjer se da kuhati, steklene posebne, Pyrex, tisto steklo, ampak večina ljudi občasno to tudi uporabiš.
Jaz sem jo razbila, tako da trenutno nimam. Kaj pa pogrevanje v mikrovalovki? V kakšni posodi je najbolje pogrevati hrano? Ja, v taki, ki je označena, da lahko se da uporabiti v mikrovalovki. To poglejte, to je zelo pomembno, ker so načeloma plastične posode, ja, ampak ne tiste za enkratno uporabo, ker zakaj ne? Lahko, da ne bo nič narobe, lahko pa bo, ker proizvajalci pa niso tega preizkusili, če niso označili. Če pa označijo, da se da uporabiti, potem se to uporabi. Steklene so tudi lahko, ampak niso vsa stekla primerna za mikrovalovko in lahko imajo kakšne napake in lahko se zlomijo. Kovinske seveda ne, keramične nekatere ja, nekatere pa tudi ne, ker so lahko tudi ene prevleke vsebujejo neke kovinske ione, ali pa tudi ene keramične posode imajo v sami strukturi tudi ene kovinske delce. Potem to se ne enakomerno segreje, pa počijo lahko. A enako velja tudi za pranje teh posod v pomivalnem stroju? Ja, pomivalni stroj je, tu imamo precej visoke temperature, tam nekje do 70, recimo pa tudi bazično okolje, to se pravi pH je več kot 7, 10 recimo ali kaj takega. In te določene posode ne bojo zdržale, ne. Tu zdaj ne govorim o varnosti, tu bolj govorim o, da se ne uniči posoda, ne. Seveda kristal se ne sme, pa potem na določenih posodah prav piše, je nek tak znakec dishwasher safe ali pa prečrtano, tako da to poglejte tudi pri nakupu. Upam, da bo čim več ljudi slišalo vaše nasvete in najin pogovor, in tudi na tem področju nekaj storilo za svoje zdravje. Doktorica Goljak, hvala za obisk in pogovor, vam poslušalci pa hvala, da ste naju poslušali.